Spomnili se boste, da je bil novi standard uradnih ur uveljavljen maja lansko leto. Spremembe so bile v tem, da so se uradne ure odprle tudi ob torkih pri tistih organih državne uprave, ki prej niso imeli odprte ob torkih, da so bile v sredo podaljšane do 18. ure in da je bila novost tudi delovna sobota. Torej, da so uradne ure tudi vsako prvo soboto v mesecu. In smo se pa zavezali, da po koncu leta upravimo analizo sobotnega dela in na podlagi te analize ponovno ocenimo potrebo po sobotnem delu. To analizo smo sedaj opravili in številke kažejo, da je bila odločitev o uvedbi delovnih sobot pravilna. Korist delovnih sobot je velika. Prvič, stranke so jih sprejele, obisk ob sobotah je bil velik. Na upravnih enotah smo imeli v povprečju na prvo soboto v mesecu malenkost manj kot po 4000 strank, kar ekstrapolirano na letni nivo pomeni seveda cirka 48 000 strank letno. Povprečni strošek delovne sobote je bil na upravno enoto 190 evrov na mesec, torej gre za zanemarljiv proračunski strošek. Če se štejem obisk pri drugih upravnih organih, to je na davčni upravi, na geodetski upravi, na Zavodu za zaposlovanje, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, je bilo strank v povprečju na mesec skupaj 1000, kar na letni ravni pomeni 12 000 strank. Edina dva organa, ki v resnici nista imela strank, sta veterinarska uprava in pa izpostave Ministrstva za obrambo. Torej, tukaj delovnih sobot nima smisla ohraniti. Je pa moja ocena, da je marsikje na teh organih ob sobotah delalo preveč ljudi, ker podatki kažejo, da je bilo ponekod tudi samo recimo po ena stranka na zaposlenega ali pa po dve stranki na zaposlenega. To je pa premalo in je neracionalno. Zdaj morda, in jaz upam, da je tako, so v tistem času, ko ni bilo strank, zaposleni delali kaj drugega, tako da je bil čas izkoriščen, mislim, kaj drugega za službo, tako da je bil čas izkoriščen. Drugače bi pa priporočil vsem predstojnikom, da število zaposlenih, ki delajo ob sobotah, pač prilagajajo potrebam strank. Torej, moja odločitev, ki jo bom pa seveda še prediskutiral s sindikati, je, da delovne sobote obdržimo. Da jih obdržimo zato, ker pričakujemo, če se bo zadeva nadaljevala tako, kot je potekala doslej, da bomo na ta način na letni ravni postregli približno 60 000 strank ob sobotah, ker je torej očitno, da si državljani tega želijo in ker na ta način tudi dvigujemo ugled državne uprave in kažemo na to, da želimo biti kakovosten in prijazen servis za državljane in za podjetja. Še več, v uredbi o upravnem poslovanju bomo predvideli dodatno možnost, da lahko minister za javno upravo, če potrebe to narekujejo, odredi, da upravne enote in drugi organi delajo vsako soboto. Kdaj bi to prišlo v poštev? To bi prišlo v poštev recimo v obdobjih, ko imamo opravka z večjimi menjavami dokumentov, ko se sicer med tednom pojavljajo vrste, takrat bi bilo smiselno odpreti vsako soboto. To je lahko enomesečno obdobje, dvomesečno obdobje, pač takrat, ko je to nujno potrebno. Mogoče še glede zadovoljstva ali nezadovoljstva zaposlenih, jaz sem sindikatom takrat obljubil, da bomo preučili možnost uvedbe dodatka za sobotno delo in ta dodatek je že vgrajen v kolektivno pogodbo za javni sektor, ki je bila parafirana julija. Ne velja še, torej ne uporablja se še, uporabljati se bo začel s tistim dnem, ko se bo začel uporabljati novi plačni sistem v celoti. Veste, da se sindikati intenzivno trudimo, da bi do tega prišlo čim prej. Ko bo novi plačni sistem stopil v veljavo, bodo zaposleni za sobotno delo prejemali 10% dodatek na urno postavko. Zaenkrat govorim o tem, kaj je moja odločitev. Seveda to ne pomeni, da je to že dokončna odločitev, kajti to odločitev bo sprejela vlada. Osnutek spremembe uredbe o upravnem poslovanju, ki bo šla v to smer, da se samo še dodatno določi možnost, da so organi odprti vsako soboto, če tako odredi minister za javno upravo, bom zdaj poslal obradno proceduro.
Še predtem bomo pravili usklajevanje s sindikati. Jaz domnevam, da bo to še naprej nasprotovali tem delovnim sobotam, kar pomeni, da bomo težko prišli skupaj. Potem bomo to medresorsko uskladili in zna biti, da bo kakšen resor temu nasprotoval. Jaz vem, da je nasprotovanje strani vodstva Zavoda za pokojninsko zavarovanje, centri za socialno delo nasprotujejo, tudi geodetska uprava nasprotujejo delovnim sobotam, vendar jaz bom pri tem ustrajal. Morda pa bi lahko sprejeli neko kompromisno rešitev, ki bi bila racionalna, da bi bile te inštitucije ob sobotah odprte samo v regijskih središčih.